Prenova statusa samozaposlenih v kulturi se nadaljuje. Spreminjamo zakon, da bo omogočal karierno dinamiko in drsni cenzus. Omogočili bomo kolektivno ureditev plačil in pravic za samozaposlene. Nova uredba bo upoštevala tudi nevidno delo samozaposlenih, ki je podpora umetniškemu ustvarjanju. Skladanje bukovih drv, mlatenje prazne slame, mešanje zraka, prelivanje iz praznega v nič. To so bili do zdaj nazivi za nevidno delo. Od zdaj naprej se bo pa nevidno delo plačevalo, če boš pripadal pravi opciji, seveda. Nova uredba bo upoštevala tudi nevidno delo samozaposlenih, ki je neka podpora umetniškemu ustvarjanju. Govorim danes za enim gospodom, ki ima po 41 letih dela 600 evrov pokojnine. Da sploh lahko preživi družino, mora dodatno delati. Zaradi tega se mora odreči delu že tako mizerne penzije in plačuje dodatne davke na dohodek. In to samo zato, da bo država lahko plačevala nevidno delo, več ali manj nekim kulturnim nevladnikom, ki so v bistvu sam podaljšane roke določenih strank in pa centrov moči. Njihov namen je itak samo vmešavanje v politiko, ne da bi jim bilo treba za to nastopati na volitvah, in pa podtalno financiranje, ker postaja tudi vedno bolj odkrito. In naše realno delo bo vedno bolj obdavčeno, da bodo lahko v kraji javnega denarja financirali tudi to mlatenje prazne slame. No kakšno nevidno delo? Kakor smo že rekli, mi bomo prevetrili sistem financiranja nevladnih organizacij in tistim, ki niso koristni družbi, financiranje ukinili. Koristne nevladne organizacije so prostovoljni gasilci, ne pa že na oko nebogljeni osebki, ki v Sloveniji zbirajo neke podpise za Poljsko, vmešavajo se v zdravstvo in ostale sfere, ukazujejo vladi in pljuvajo vsakogar, ki bi ogrozil režim, ki mu v resnici pripadajo. Mrš!